enakomernosti v cepljenju glede na starost ljudi so. Ljudje, recimo, ki so starejši od 60, ponekod niso bili cepljeni, druge so cepljeni ljudje, ki so mlajši od 50, vendar si želijo vsi biti cepljeni, ne? Kdaj se bo končno sprostilo in kdaj bo končno pač možnost enakopravna, pravična in tako naprej. No, vse vprašanje, če je to problem enakopravnosti, pravičnosti, gre pač najprej za to, da smo želeli, taka je bila ta osnovna strategija, osnovni pristop, zaščititi tiste najbolj ranljive. In to je imelo kar dober vpliv na stanje v bolnišnicah, na smrti zaradi COVID-19. Seveda, zdaj pa smo v neki taki vmesni fazi, ko imamo posamezne občine, ki nimajo veliko starejših ljudi ali pa ti starejši ljudi recimo odpovedujejo in potem cepijo mlajše. Recimo take stare, trenutno 49 let ali kaj takega, skratka, zato da se to cepivo seveda čim prej porabi in nekateri mlajši ljudje so tudi zainteresirani. Tako da seveda prihaja do teh neenakosti, ki jih omenjate in to vedno bolj. Zato bi bilo gotovo počasi smiselno, da se po eni strani cepljenje odpre za vse tiste, ki bi se želeli cepiti in to čim hitreje, ker to je res, mislim, da vedno več ljudi v Sloveniji, taka je tudi rezultat, recimo ankete Panda, zdaj nedaven, vedno več ljudi to razume in interes za cepljenje večji, pa da bi usporedno pa še vedno obdržali nek usporeden pristop, da se aktivno kliče pa te, ki še niso bili cepljeni, pa spadajo v rizične skupine, bodisi zato, ker kje niso prišli niti na vrsto, ker jih je pač toliko, in nekje, če so recimo cepivo ali zavrnili, ali se niso udeležili cepljenja takrat, ko bi recimo bili povabljeni. Še ena podrobnost je, taka nevredna, ampak se rešuje, namreč informacijska podpora, trenutno, kot veste, si posamezni zdravstveni domovi pomagajo pač tako parcialno in prihaja potem do različnih napak in tudi napak na ta način, da so ljudje nekje cepljeni in potem jih drugje kličejo in jih imajo zabeležene v nekem informacijskem sistemu, tako da taka skupna aplikacija za cepljenje za celo državo bi tukaj gotovo pomagala in pač kot je nekako neuradno znano, bi to moralo biti na razpolago tako v dobesedno nekaj dneh ali pa v enem tednu. Tako da s tem trenutkom bi se verjetno dalo iti na ta način, da se na eni strani pač cepljenje sprosti za vse, na drugi strani pa pač še bolj aktivno išče te, ki bi že morali biti cepljeni, pa še niso bili. To sem je že zadnjič omenila, da res ni prav, da so ljudje, ki so stari 70 let, danes zaradi tega v Sloveniji, zaradi COVID-19 ni treba umreti, če ste toliko stari, ker se lahko zaščitite s cepljenjem. Ampak relativno malo cepilnih centrov se aktivno poslužuje tega, da aktivno vabi ljudi. Prejšnji teden je minister za zdravje rekel, približno polovica je takih, ki res aktivno vabijo, kjer zdravnik pokliče, kjer odgovori na vse te probleme. Mislim, tukaj je verjetno tudi del problema, ne? Odvisno od situacije, torej, če gre za posamezne izbrane osebne zdravnike, družinske zdravnike, ki imajo zelo obsežno populacijo starejših, si predstavljate, da imajo recimo tam 500-600 starejših ljudi, ki bi bili že prioritete za cepljenje, to je praktično nemogoče fizično poklicati. Zelo veliko take populacije, konkretno v Ljubljani, kjer je pač tudi del tega problema s cepljenjem v Ljubljani s tem povezan. Potem imamo pa manjša okolja, mlajša okolja, kjer je pa to bistveno lažje izvesti. In potem po drugi strani spet manjša okolja, kjer je veliko starejših ljudi, ampak se jih je dalo po tudi nekih lokalnih mrežah poklicati oziroma povabiti, ne samo za direktnim pozivom. Zbornica trenutno sprašuje te najbolj uspešne zdravnike, kaj so njihovi recepti, kako privabiti ljudi in bomo to objavili v biltenu v četrtek. No, nisem še videla njihovih odgovorov, ampak nas res zanima tudi v pomoč kolegom, pač kako ravnati. So pa okolja različna, no, in je treba to tudi nekje vzeti obzir. Ampak to, o čemer ste prej govorili, da bi se odprlo cepljenje za vseh ob hkratnem pač klicanju rizičnih skupin, je to že predlog strokovne skupine oziroma
kdaj boste Ne razpravljali? posebej, veste, sej ti logistični pristopi, to ni vedno stvar posvetovalne skupine za cepljenje. Posvetovalna skupina za cepljenje se bolj ukvarja s temi prav neposredno strokovnimi vprašanji, recimo za katero skupino so primerna določena cepiva, recimo ali cepimo prebolevnike z enim odmerkom, kdaj z enim odmerkom, kdaj z dvema, skratka ta bolj, kako bi rekla, tehnični, vsebinski, medicinski del je ponovadi naloga strokovne skupine. Res pa, da smo v začetku, ko so bile te prioritetne skupine izrazito morale biti strokovno utemeljene, takrat je bil to tudi naš predlog s temi starostnimi skupinami, pa potem kdaj vključiti te posebej ranljive kronične bolnike. To so bili ti prvi meseci. Ampak kdo bo potem o tem odločil, ker na tiskovni konferenci danes predstavnica NIJZ rekla, da je zdaj odločitev na strokovni skupini, da pregleda, koliko je odmerkov cepiva še po državi, koliko ostaja, ali si lahko že privoščimo, da se cepljenje odpre za vse? Nisem obveščena o tem, da bi prišlo kakšno tako vprašanje. Če bo to vprašanje prišlo, bomo prav gotovo se sestali in poskušali odgovoriti, kar bo v naši moči. Ampak seveda treba imate prav te podatke, koliko je že teh rizičnih skupin in ali je smiselno odpreti cepljenje res za vse. Samo glede na to, da prihaja res veliko odmerkov cepiva, mislim, da nima smisla več zadrževati te bariere, ne glede na to, da niso še vsi 50 plus stari ljudje pocepljeni, ampak bilo verjetno bolj primerno narediti, kot sem omenila, se pravi na eni strani odpreti, na drugi strani pa spodbujati te posebej ranljive. Sploh pa glede na to, jaz sem danes gledala na spletni strani NIJZ-ja te zaloge, se pravi razliko med dobavljeno in porabljeno. In tam je recimo prav AstraZeneca, polovica vseh dobavljenih doz kaže, da so neporabljene, to je okrog 100,000. Ja. Tukaj se veste, je določeno škodo naredila ta globalizacija. Danes se ve za vsak posamezen neželeni dogodek, hud neželeni, res neželeni dogodek, ki se zgodi v povezavi z določenim cepivom ali pa tudi zdravilom, saj imamo podobno situacijo. In ker vse te informacije krožijo, dajejo vtis, da je cepivo problematično. Čeprav gre za v svetovnem merilu recimo za par 100 ljudi, pri katerih se je tak hud neželeni dogodek zgodil. To je nekje cena tega, da želimo biti stroki zelo transparentni. Zato bi mogoče lahko odprli ravno to AstraZeneco za vse, ne pa da se zdaj čaka na katero aplikacijo. Tako. Ampak jaz mislim, da bi bilo pa prav, da če se odpre za vse, da se odpre za vse z vsemi cepivi. Ne da bi zdaj AstraZeneco dajali tistim, ki recimo niso še na vrsti, ampak da bi moralo biti tako, kot je načelno trenutno v državi, da ni izbire cepiva. Tako da to bi se mi zdelo nekje bolj pravično. Ali pa recimo, če bi eni cepilni centri že končali s svojimi po strategiji, pa da bi začeli vabiti iz drugih regij ali pa iz drugih občin ali pa iz drugih centrov, recimo, če nekje ne uspejo. No, to bi verjetno omogočila ta državna aplikacija, kjer bi se nekaj prijavil za cepljenje in potem bi bil na vrsti kjerkoli. Tako kot velja recimo za napotnice, kjer lahko uveljavljate pravzaprav napotnico kjerkoli, kjer pridete prej v vrsto, kjerkoli so ponudniki te zdravstvene storitve v tem primeru cepljenja. Mislite, da bo 60% 15. junija? Zelo veliko skepse je zdaj te dni slišati. Ja, to je zelo odvisno pravzaprav od vseh nas, koliko bomo znali zagovarjati cepljenje. To je recimo na naši strani, pa tudi na vaši, da ljudje dobijo čim več informacij. Jaz moram še enkrat povedati, da je edina dilema, ki jo človek ima, oziroma edino vprašanje, ki si ga mora zdaj postaviti, kako hitro bom prišel do cepiva. Ne katerega, ampak ne ali bom ali ne, ampak kako hitro bom prišel do tega cepiva, ker mi si lahko za tem, da je cepljenih recimo 60% prebivalstva, privoščimo bistveno drugačno življenje v državi, bistveno drugačno. Vse te kulturne, športne prireditve, kakršnakoli druženja, to postane možno. Če bomo precepljeni tako, kot smo recimo proti ošpicam in takim boleznim, potem
virus ne bo več krožil in boste poročali o posameznih izbruhih, še vedno bomo imeli posameznega hudo bolnega, ki ne vem iz kakšnega razloga ni bil cepljen, ampak je bil smolo, da cepivo ni prijelo, ampak s tem pridemo v neko pred-covid obdobje, vsaj v začetku še z nekoliko previdnosti, kakšno masko, distancami, ne prav temi velikimi preveditvami z gnečo, ampak vendar to je možno, to je izvedljivo, ne? In ne smemo, če je cepivo na voljo, te priložnosti zgrešiti. Tukaj ne gre za priložnost za tako prebivalstvo v celoti, ampak za vsakega posameznika. Kako bo v naslednjih mesecih, naslednjih letih normalno živo? Torej je naš cilj še vedno pač neka čredna, kako bi rekla, imunost, precepljenost. Zdaj smo brali v Ameriki, da so prišli do 50% precepljenosti in ne verjamejo, da bodo lahko bistveno več ljudi precepili. Dolgoročno prav gotovo. Predstavljamo si, da bo ta epidemija v bistvu še trajala, da bo virus živel z nami in da se bomo morali pač cepiti, kot se cepimo proti gripi. Zdaj, kratkoročno se pa tudi meni zdi manj pomembno to hitro doseganje neke čredne imunosti, ki bi jo eventualno z variantami virusa, proti katerim cepiva ne pomagajo tako zelo dobro, morda dosegli šele recimo z neko 80% precepljenostjo, ampak je bistvena precepljenost teh posameznih rizičnih skupin. Tukaj so Izraelci pokazali s svojimi podatki, da zadošča pravzaprav že 50% precepljenost v eni skupini, da to pomaga. Ampak seveda, kar se tiče pa normalizacije življenja, tega, da se lahko zbiramo, družimo, je pa mislim, da je interes vsakega posameznika, oziroma da planiramo recimo dopuste, da je cepljen, mislim, je olajšanje za vsakega od nas, ki je bil cepljen, je to veliko olajšanje, nek pogum, da se družiš z drugimi ljudmi, ki so tudi cepljeni in si na varnem. A vi ocenjujete, da je potem recimo 60% precepljenost v starostni skupini, ne vem, 70 do 75 let dovolj? A je to, mislim, si želite več? Ne, seveda bi si želela več, prav gotovo bi si želela več, ampak to je že precepljenost, ki recimo se kaže v tem, da je manj sprejemov v bolnišnico na ta način. Seveda za vsakega posameznika je pa, če ni cepljen, še vedno nevarnost, da bo zbolel in da bo v bolnišnico prišel. Gledano z stališča zdravstvenega sistema je pa seveda to že nekaj, kar vpliva na to manjšo obremenjenost zdravstva in s tem bolj normalno funkcioniranje za vse, ki to potrebujejo. Kdaj se boste pa mogli cepiti tisti, ki ste že dobili pol leta nazaj prvi odmerek? Ne vem, se veste, špekulacije so, da bomo dobili recimo tretji odmerek po neki taki shemi. Zdaj, ali bo to čez pol leta verjetno ne. Polletna učinkovitost recimo cepiva Pfizer-BioNTech po 6 mesecih je po še neobjavljenih v bistvu, torej ne kot znanstvena publikacija objavljenih podatkih, je 91%, kar je še vedno kar dobro. Prav gotovo ta odpornost, imunost ne upade v trenutku, ne, ampak je to nek proces. Tako da ideje že od vsega začetka so bile, da bo to neko cepljenje tako kot proti gripi vsako leto. Zdaj, a bo tretji odmerek po shemi določena cepiva, imajo 3 odmerke, 2 skupaj, pa potem enega malo kasneje in potem to povzroči imunost, ki lahko traja nekaj let. To je tudi ena možnost, ampak če zraven prištejemo še možnost, da se bodo virusi spreminjali, bo pa morda to šlo po shemi 1 leto. Ampak zaenkrat je res premalo podatkov, da bi lahko na to odgovorili in tudi eden od razlogov, zakaj se strategije za cepljenje spreminjajo. Ne? Tudi po svetu, zadnjič smo gledali nemško strategijo zaradi tega enega odmerka pri prebolevnikih, oni imajo 4. verzijo strategije in še bomo imeli nove verzije strategije, drugače to žal ne gre, ne? Ker pač moramo upoštevati ta nova znanja. A torej že pripravljate kakšno spremembo strategije po vašem vedenju, pa zanima me, ali bi tudi pri sedaj veljavnih ukrepih kaj spremenili? Ne, kakšne nove strategije na podlagi kakšnih novih, recimo, ugotovitev ta hip ne pripravljamo, bolj gre za to logistiko, kar ste me spraševali pred nekaj minutami. Zdaj seveda, ne, ideja je, da bi v situaciji, ko bi imeli vsaj rumeno fazo, torej okolje, v katerem vreme
virusno breme v populaciji ni več zelo veliko. Ne? Če je zelo veliko, je potem to bolj tvegano. Ampak če je nekje, recimo tako kot je v Italiji, tako kot je v Španiji, tako na tak način, če bi to uspeli doseči, potem bi res lahko začeli sproščati marsikatere prireditve, pač na način, kot smo ga že omenjali, preboleli, cepljeni, testirani. Ne? To je potem način življenja, ki bi bil kar varen. Bistveno bolj normalen. Se vam zdi, da se ta navodila glede cepljenja prebolevnikov upoštevajo, najprej je bilo do 6 mesecev, zdaj je malo do 8, ne, ker ponekod niso preverjali tega, ali so ljudje preboleli ali ne, v kakšni meri se vam zdi, da se sploh upoštevajo? Ne znam povedati, zelo veliko je govora o seroloških testih. Torej, serološki testi, zelo na kratko in enostavno povedano, zaenkrat niso dovolj zanesljivi, da bi ugotavljali, ali da je nekdo prebolel, ali in je imun, ali pa sploh ni prebolel, oziroma koliko mu pomaga cepljenje. Žal še nismo tako daleč, pričakujemo, da bomo s časoma, do nekaj mesecih, dobili take teste, ampak zaenkrat niso dovolj zanesljivi. To pač žal tako ne gre. Zdaj, kaj se dogaja v posameznem primeru, vam težko rečem. Nekateri zdravniki ne zaupajo tej imunosti po preboleli bolezni, želijo cepiti prej, tudi o tem smo imeli kar nekaj polemik, ampak tukaj je kar nekaj podatkov, tudi naših, če hočete, ki kažejo, da je imunost prebolevnikov kar nekaj časa zelo dobra. Tudi če pogledamo te izbruhe v domovih, je šlo za cepljenje, ne za prebolevnike. Tako da smo kar na varni strani in priporočamo cepljenje ob 6. mesecu z enim odmerkom. Potem je pa seveda tako, tistemu, ki se mu mudi, ker se mora sicer testirati, upravlja kakšno tako delo ali kaj takega, ta naj se cepi po 6 mesecih. Če se mu ne mudi, ima čas se z enim odmerkom cepiti še naslednje 2 meseca. In potem po 8. mesecu je pa nekako mnenje, tudi konkretno nemškega tega komiteja za cepljenje, da bi se pa bilo pametno cepiti z 2 odmerki po današnjem znanju. Glede trenutne prioritetne skupine, to so stari od 50 do 59 let, očitno na terenu ne prihaja do nekako 2 malo drugačnih interpretacij. V enih zdravstvenih domovih pravijo, da so pač navodila taka in da bi si želeli cepiti tudi recimo nekoga, ki bo šele čez 2 tedna 50, se pravi, da lahko bi cepili vse tiste, ki bojo v tem koledarskem letu, na inšpekciji pravijo, da ne. Je smiselno to mogoče zdaj v tem finišu zapenjati tako natančno? Ne vem, ne znam vam povedati. Inšpekcija je menda zelo aktivna, o tem imamo zdravniki svoje mnenje, ampak pač nadzor je potreben, v bistvu ga tudi javnost terja. Včasih si želimo, da bi bila inšpekcija tako natančna pri drugih stvarih v zvezi s to epidemijo, potem bi nam šlo lažje. Tako je. A vas lahko vprašam še glede AstraZeneca, če lahko, vse smo že govorili o tem, po kolikom času je torej zaščita po prvem odmerku in kakšna je ta zaščita po prvem odmerku? Torej, ta zaščita je kar zelo dobra. Skoraj praktično 100% ščiti pred hudim potekom, pred potrebo po hospitalizaciji zaradi bolezni. Zaščita pred okužbo je nekoliko manjša, je tam nekje 60%. Tako da cepivo je pač drugačno po svojem mehanizmu delovanja in očitno nudi nekje boljšo zaščito pred temi hudimi oblikami, manj pa pred samo okužbo in že po prvem odmerku kar zadostno zaščito, tako da je drugi odmerek pravzaprav bolj namenjen temu podaljševanju te imunosti. Podobno cepivo, kot veste, podjetja Janssen se uporablja samo v enem odmerku. Pa je više učinkovito, ne? Janssen. Pa je bolj učinkovito. Zdaj, seveda, ne, ker pri teh vektorskih cepivih gre nekje za v bistvu drugi odmerek na način zmanjšuje učinkovitost oziroma prisotnost imunosti po prvem odmerku, zavira potem nastanek imunosti po drugem odmerku. Tako laično povedano. Tega pa nisem razumela, ampak se je vseeno. A lahko date mogoče samo eno oceno, koliko skupaj, se pravi cepljeni in preboleli, koliko ljudi je to že pravzaprav zaščitenih
pri nas, ste se kaj pogovarjali o tem, računali po ocenah, ne nujno samo po Ja, zdaj, če jaz zelo računam prvi odmerek, ta je zelo pomemben. Večkrat se v medijih omenja, da je v Sloveniji recimo samo 10,4% cepljenih ljudi. Ne, cepljenih je dejansko pomemben prvi odmerek. Nekatere države so zelo podaljšale intervale tudi za mRNA cepiva. Recimo Finska ima zelo veliko razliko med prvim in drugim odmerkom, ker so vse usmerili v prvi odmerek. No in če pogledamo te prve odmerke, ki nudijo že kar precejšno zaščito, potem imamo v Sloveniji cepljenih recimo 25%, pa še 10% znano prebolelih. Zdaj, idealno bi bilo, da bi imeli dober test na protitelesa, ki bi nam povedal, te osebe pa ni treba cepiti, ampak ga žal nimamo.